v prvem berilu Pavel ločuje duha, Božjega duha in pa človeškega duha, ki se morate po nauku duhovne teologije tudi združiti v duhu svojem. Se mora človek združiti z Božjim duhom. In pa meso, tu pa imenuje pravzaprav vse svetno, vse te želje, ki jih imamo, ki nam potem tudi, če jih uresničimo, kaj pomaga, če si človek pridobi v svet, pravi Jezus. Če vse te želje uresničimo, svojo dušo pa pogubi, pravi Jezus. Pa pogubimo sami sebe. Zakaj? Ker v naši notranjosti, v naši duši nismo povezani z Bogom. Lahko imamo vse, lahko smo na velikih počitnicah, na teh križarkah, križarjenju, pa naš duh ni na pravem mestu in nobeno križarjenje, nobena uživanje, nobena vsota denarja nam ne da resničnega življenja v duhu. Ko smo mi notranje urejeni, takrat lahko živimo kjerkoli, vse nam je na pravem mestu. Ko pa nimamo notranje urejenega srca, nimamo vere, nimamo ljubezni, nismo povezani z Bogom, je pa vse to zaman, kako pravi tudi danes, da bi živeli po duhu, se pravi po pameti, to, kar je pametno, po to, kar nam Božja beseda govori in je zapisano v našega duha. To naj izvršujemo, kajti cilj našega življenja je, da izpolnjujemo Božjo voljo in da zavrnemo zlo in se tako bližamo Bogu. To je cilj našega življenja. Ne uživanje, kot današnji svet pač misli in je to delo mesa. Delo mesa je to, da smo predani vsem nekim telesnim užitkom in željam, in za njih živimo. In zapravljamo seveda tudi čas, pa sami sebe uničujemo. Duhovno kot osebo izgubljamo svoj jaz, izgubljamo smisel svojega življenja. Kdor nima Kristusovega duha, ni njegov. Ali imaš ti Kristusovega duha? Ali imam jaz Kristusovega duha? Vsak lahko sebe to vpraša. Kaj mu je zagotovilo, da ima Kristusovega duha? To mora vedeti. Tako ali drugače, ali po veri, ali po občutku, ali po prepričanju. Moraš vedeti, ali imaš Kristusovega duha. Ker če imaš Kristusovega duha, potem imaš tudi Kristusova dela. Teh pa navadno nimamo. Torej tudi nimamo Kristusovega duha. In nismo na pravi poti. Kvečemo, če verujemo, nekako delno razumemo in si prizadevamo, lahko, da še bomo imeli Kristusovega duha. Kristusov duh naj zmaguje v naših mislih, besedah in dejanjih, kajti mi lahko zelo škodujemo sami sebi. Jezus pravi, veliko jih gre v pogubo po široki poti. Ali si ti med njimi in jaz? Zato je zelo pomembno, da, kot Jezus pravi v Evangeliju, da rodimo sad pokore, da živimo za Boga. Ker če ne živiš za Boga, če ne vršiš Božje volje, če Bog ni na prvem mestu, si na poti pogube. To pravi Jezus tudi. Če so bili drugi večji grešniki, ne, ampak če se ne spokorite, če ne stopite na pot Boga odločno, boste tako končali kot oni, ampak ne v svetnem smislu, ampak v večnem smislu, v nesreči boste končali. Nesreči. To je opozorilo Boga za nas, da mi izpolnjujemo Gospodovo voljo, pa smo poslušni Svetemu Duhu, pozorni, bodite čuječi in smo na njegovi poti in imamo njegovega duha. Amen.